Dragi animatorji, ste se kdaj vprašali, zakaj brati zgodbe, ki so stare 100 in še več let? Zakaj prebirati zgodbo o Ostržku, ki praznuje 135 let? Kaj nam imajo stare zgodbe sploh povedati? Zakaj je Ostržkova zgodba sploh še aktualna? Zakaj smo jo izbrali za letošnji oratorij? Nekdo bo rekel, saj stara zgodba nam nič več ne more dodati. Pa toliko lepih in novih zgodb imamo, pa novih svetnikov, ki bi nam lahko marsikaj povedali za oratorij. Zakaj prav Ostržek? Če pogledamo malo bolj podrobno, lahko vidimo, da je toliko avtorjev, kot so na primer Lewis ali pa Tolkien, in tem se pridružuje tudi Kolodi, ki je napisal Ostržka, ki nam govorijo, čeprav so stare o nekih večnih vrednotah, o večnih resnicah. In Ostržek na tem mestu kar preveč spominja tudi na eno zgodbo, ki jo vsi zelo dobro poznamo, in to je prilika o izgubljenem sinu. Govori nam o sinu, ki je odšel stran od očeta in se po dolgi prehojni poti, po padcih, po zdu, vrne nazaj v očetov objem. Dva temeljna lika v zgodbi o Ostržku sta oče in sin. Oče Pepe in Ostržek. Pri očetu lahko opazujemo, kako je njegova ljubezen brezpogojna že od vsega začetka, kako se trudi za svojega sina, že od vsega začetka mu ne reče, ko ste sa, ampak ga imenuje, ti si moj sin. In v tem sinu vidi svojo izpolnitev. Tega sina išče, čeprav gre po krivih poteh. Za tega sina je pripravljen zastaviti vse svoje imetje. Na drugi strani pa je Ostržek. Ta, lahko rečemo, tudi ne bodi si ga treba. Oče, ki mu nudi vse, ki je pripravljen za vse narediti. Ostržek pa, kakor da tega ne sliši, gre po svojih poteh. Gre po poteh zla, gre po poteh skušnjav, naseda vsem tistim v poti, ki mu nudijo samo navidezno srečo. Prvo temeljno sporočilo je, naš stvarnik je naš oče. V zgodbi Ostržka lepo vidimo, kako je ustvarjen, kako mu je življenje dano. In potem kmalu vidimo, da je stvarnik tisti, ki je predvsem oče. Tudi mi kristjani imamo stvarnika, ki je predvsem nas oče in nas ljubi kljub vsem stran potem našega življenja. Drugo sporočilo bi lahko bilo zlo in nenehno prisotno. Pri Ostržku to dobro vidimo, kako nenehno pada, kako je nenehno skušnjava, kako nenehno izbira tiste stran poti, a v svojem srcu nekje v globini ve, kaj je prav, kaj bi moral početi. Tretje temeljno sporočilo je, obstaja rešitev, obstaja odrešenik. Ostržek sam ne more priti do rešitve, ne more se sam odločiti za tisto dobro. Potrebuje nekoga od zgoraj, ki mu pomaga. V zgodbi je to glavolaska, ki lahko kaže na tisto milost, ki prihaja od zgoraj, ki nam prihaja naproti v našem življenju, da se zmoremo odločati za dobro. Četrto temeljno sporočilo je, v očetu je svoboda. Ostržek išče svojo svobodo v vseh uživaštvih tega sveta, svojega otroškega sveta. Na koncu pa odkrije, da je tista resnična svoboda, tisti resnični mir in ljubezen doma pri očetu. Peta stvar, jaz in oče sva eno. Ostržek, potem, ko se vrne k očetu, začne počasi iz tega lesa, iz trdega tudi srca, postajati pravi deček iz mesa in krvi, tisti, ki ima čustva, ki ima čute, tisti, ki je sposoben ljubiti. Tako šele, ko postane eno z očetom, dobiva tisto pravo podobo človeka. Za konec pa Ostržkova lekcija življenja. Ostržek nam v svoji zgodbi ponuja ogromno pametnih nasvetov. Ponuja govorico, ki je otrokom razumljiva. Mi kot animatorji smo tisti, ki moramo te temeljne vrednote, to govorico prenesti otrokom na oratoriju. Zato lahko rečemo, da bi tudi Ostržkova zgodba postala naša zgodba, ki jo pripovedujemo otrokom. Naj tudi letos postane zgodba oratorija, zgodba o Ostržku, pravi Anima Stržek.